Lep pozdrav, danes spet o tem, kaj je to fibromialgija. V resnici nihče ne ve. Nihče ne pozna mehanizma bolezni, nihče nima, bom rekla, resnega znanja o tem. Obstaja pa zelo veliko hipotez. In zdaj se jaz sprašujem, ali je fibromialgija to, da vi zgorite in da ne zmorete nič več, ali je fibromialgija neka resna bolezen, z vezivno-tkivno podlago, ki povzroča hipoksijo. Jaz ne vem, ampak da to razložim majčkeno bolj podrobno. Se pravi, uradna hipoteza predvideva, da naj bi vi pač dobili neko bolečino, akutno bolečino, ki bi bila zelo huda in potem čez nekaj časa ta bolečina bi morala miniti. Oni ne najdejo ničesar več, kar bi bilo pri vas z njihovimi do zdaj obstoječimi mašinami možno izmeriti, in zato oni sklepajo, da vaša bolečina je pretiran odziv organizma na nekaj, kar ne obstaja, in da vaše živčevje pretirano reagira na nekaj, kar pravzaprav tistega ni. Sicer vas realno boli, to priznajo, ampak to je to. A je to res ali ne, ne vem. Zdaj, če bi šlo za to, da bi se vi preobremenili z nekimi zadevami, naprimer, da imate vi v službi zelo hudo situacijo, stresno situacijo, zraven pa še doma, nemogoče domače razmere, hude težave v nekih odnosih, se vam seveda lahko zgodi, da se vi po domače rečeno sesujete, da telo ne zmore več, tudi duša ne zmore več in telo kolapsira. To je povsem možno, samo po naših izkušnjah, naši ljudje, ki so v zebri, nimajo tega. Imajo mnogo hujše stvari. Sej ne rečem, da to ni hudo. To je zelo, zelo hudo in je treba zelo previdno se lotati in intenzivno pomoč poiskati. Ampak pri zebri opažamo pa ljudi, ki so nasprotno diagnosticirani z 10 ali več različnimi boleznimi, ki vse po vrsti povzročajo bolečino, za katere imajo ljudje resen vzrok, zakaj njih boli, resen vzrok, in za katere smo ugotovili, da če so ti ljudje še naprej raziskovali, da so skoraj vedno prišli do ugotovitve, da je vzrok še 15. zelo, zelo, zelo huda redka bolezen. Skoraj vedno gre za vezivno-tkivne redke bolezni, pa naj bo to vaskolitis, miozitis, Marfan-Kadecil, Ehlers-Danlos, sistemska skleroza in tako naprej, Sjegrena, antifosfolipidni sindrom, poln različnih vezivno-tkivnih stanj, zelo resnih, ki so bila vsa po vrsti nediagnosticirana. Zraven smo najdeli tudi kakšne čist XY bolezni, se pravi, ko so ljudje vseeno šli nazaj, kljub temu, da so jim svetovali, ni treba hoditi, ker je to sigurno to, so našli celo Parkinsona in razne multiple skleroze in ostale zadeve. Tako da, ne vem, zelo različne vrste ljudi so diagnosticirane s fibromialgijo, in zato se mi zdi skrajno pomembno te skupine ljudi različno imenovati. Zdaj, vsi ne morajo imeti fibromialgije, a veste? Ne. Ali pa fibromialgija rečejo zelo različnim stvarem. Kaj od tega je, jaz ne vem. Res ne vem. Ali je fibromialgija to, da se človek sesuje, kot sem rekla, da je to burnout. Ali je fibromialgija to, da imaš hipoksijo, manjko kisika zaradi nekih hudih, resnih, fizičnih, redkih vezivno-tkivnih bolezni ali pa drugih bolezni. Tega jaz res ne vem. Vem pa, da zagotovo Društvo bolnikov Zebra podpira te bolnike z redkimi vezivno-tkivnimi boleznimi, pa kakorkoli se že temu reče. Ne me narobe razumeti, mi verjamemo, da vedno, kadarkoli imate neke psihične obremenitve, to na vas zagotovo vpliva in ali v plus ali pa v minus, se pravi v plus, kadar jih nimate, v minus, kadar jih imate, ampak verjamem tudi to, da telo vam želi nekaj sporočiti, da vi nekaj spremenite, Jaz globoko verjamem, da je potrebna prava diagnoza. Zdaj, zakaj se zdravstvu zdi
prava diagnoza nepotrebna? Zakaj se jim zdi celo nevarno, če bi vi iskali druge diagnoze, kot je velikokrat zdaj svetovano, da ne smete naprej drezati, da se sprijaznite, da ste najhujši, če sploh kaj naprej raziskujete. Zakaj bi oni radi dali vse pod isto merilo fibromialgije, jaz to ne vem. Vem pa, kaj opažamo v društvu bolnikov Zebra. In mi opažamo zelo, zelo hudo bolne ljudi, zelo hudimi, redkimi vezivno-tkivnimi boleznimi, ki so žal nediagnosticirane. Zdaj mi boste rekli, pa saj to je nemogoče, da jaz ne bi bil diagnosticiran, saj že vse leta hodim k zdravnikom, povsod sem bil, vse preiskave so mi naredili, vse je bilo negativno. Ni to. Z navadnimi preiskavami se redkih vezivno-tkivnih bolezni ne najde. Še z zelo specialnimi preiskavami se te vezivno-tkivne bolezni zelo težko najde, ker so kriteriji za postavitev diagnoze tako zelo visoki, znanje je majhno v teh boleznih, in tudi zelo so podcenjene, nek artritis, ki je tudi vezivno-tkivna bolezen, imajo za tako pogosto, da sploh ne jemljajo tako zelo resno, kot pri nekaterih ljudeh se ta bolezen kaže, naprimer. Druge bolezni, ki pa niso pogoste, pa so redke bolezni, nanje sploh ne pomislijo. Zakaj ne pomislijo, ne vem, na Marfana, na vaskulitis pri odraslem ali pa na miozitis, karkoli, Ehlers-Danlosa, zato ker enostavno so to redke bolezni in zdravniki niso niti navajeni srečevati bolnike s temi boleznimi, kaj šele delati preiskave in sploh nimajo navodil za ravnanje z njimi. Najbolj me skrbi to nesodelovanje medicine, ker če spregledajo enega samega bolnika z redko resno boleznijo, naredijo 300-krat več škode, kot če bi nekoga, ki ima psihične težave, še zraven preiskovala. Se pravi, ni prav, da se spušča te ljudi, ni prav, da se jih ne diagnosticira. Mi smo zelo žalostni zaradi tega. Se bomo pa mi, naše društvo, posvečali tako kot do zdaj tem redkim vezivno-tkivnim ali pa pogostim vezivno-tkivnim boleznim, ki so podlaga za hipoksijo, manko kisika, kar imenujejo fibromialgijo. Seveda pa je uradna hipoteza drugačna, neka predvidevanja, bom rekla, neke špekulacije o tem, da je to psihofizična bolezen, so sicer zelo pogoste, tudi uradno priznana je ta teorija, koliko pa v resnici drži, veste pa vi za vas sami, Vi veste, a je vaša bolezen dejansko psihoodvisna od vaše psihe, ali ni, ali je to mogoče kaj drugega zadaj. In jaz verjamem, ko v življenje tako zelo pritisne ob zid, da ne morete nič več, takrat začnete tudi raziskovati in se ne pustite več odgnati. In verjemite mi, takrat boste tudi našli rešitev. Lepo bodite.